Pobuda staršev se je pojavljala že od začetka 90-ih let, da bi se poleg srednjega šolstva katoliškega oblikovala tudi katoliška osnovna šola. In letos poleti, 5. julija, je strokovni svet potrdil program katoliške osnovne šole v Zavodu svetega Stanislava in to je prvi pogoj za to, da se lahko odpre katoliška osnovna šola. Posebnost tega programa je v tem, da je v predmetniku tudi verski pouk. Prvih 6 let se imenuje spoznavanje vere, zadnje 3 leta pa vera in kultura, ki je po zakonu v zasebnih šolah možen. Vemo, da je javna šola svetovno nazorsko nevtralna in da takega pouka v javnih šolah ni mogoče izvajati. Tako želimo nekako staršem, ki svojo vzgojo utemeljujejo na krščanskih načelih, tudi v šoli vzgojno in izobraževalno dopolnjevati s tem našim predmetom. Poleg tega bo velik poudarek na glasbi. Tradicija v Zavodu svetega Stanislava je ta, da se veliko ukvarjamo z glasbo, velik poudarek je predvsem na zborovskem petju. Trenutno deluje, mislim, da 7 zborov v našem zavodu in želimo tudi, da bi v osnovni šoli vsak razred deloval kot pevski zbor, tako da bi 2 uri tedensko imeli, oziroma 2-krat na teden imeli tudi zborovsko petje, oziroma čuvanje v to, ker smo prepričani, da se tudi na ta način nekako ustvarja neka skupnost, spoštovanje, poslušanje drugega, torej ne samo petje, ampak tudi druge cilje, vrednote, se mi zdi, je možno s to metodo doseči. Potem tretji tak poudarek je na projektnem delu. Imeli bomo v načrtu so tako imenovani projektni dnevi, kjer bo medpredmetno povezovanje, kjer bomo ob različnih delih šolskega leta, recimo pred Božičem, ob Miklavžu, potem za Veliko noč, za pusta, imeli projektne dneve, kjer bo veliko ustvarjalnih delavnic, kjer bo povezovanje med predmeti. V 8. razredu bomo imeli umetniški teden, kjer bo cel teden namenjen ustvarjanju in izvedbi neke gledališke predstave in vse tisto, kar je s tem povezano. In pa še v ostalih 3 razredih od 6. do 9. tudi projektni tedni, ki bodo spet na nek način imeli večji poudarek na praktičnem delu. To je nekaj poudarka.